Na zemljišču kmetije v Novi Zelandiji je nastala gromozanska razpoka, ki je razkrila vulkanski depozit, star vsaj 60 tisoč let. Spektakularno razkritje je nastalo potem, ko se je, dobesedno, zemlja odprla po močnih padavinah. Razpoka je dolga približno 200 metrov, široka pa od 20 do 30 metrov. Na tem območju je tudi sicer več manjših vrtač, ki so domačinom že znane. Nov pojav, do katerega je prišlo precej nenadno, pa je privabil predvsem vulkanologe, ki že preučujejo plasti nanosev. Eden od najaktivnejših vulkanov na svetu, vulkan Kilauea na velikem otoku Havajev, je ponovno izbruhnil po seriji več potresov na tem območju. Eden močnejših, z magnitudo 5, je bil včeraj. Temu je sledilo več 10 popotresnih sunkov. Zaradi velike nevarnosti vulkanskega praha in ker bi lahko lava dosegla domovanja, so pristojne oblasti že zaprosile več kot 10 tisoč prebivalcev, naj zapustijo svoje domove. Opozarjajo pa tudi turiste, naj se zaradi radovednosti ne približujejo vulkanu, saj je to izredno nevarno. Palestinski vodja Mahmud Abbas je bil ponovno izvoljen za predsednika izvršnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije. Potrdili so ga člani izvršnega komiteja, zanj pa je glasovalo 9 od 15 predstavnikov. Na večdnevnem zasedanju v Ramali so potrdili tudi več Abbasovih stališč, med drugim tudi zavrnili idejo palestinske države znotraj začasnih meja. Zasedanje Palestinskega nacionalnega sveta sicer ni postreglo z večjimi spremembami v politiki, je pa vodji uspela odstraniti iz izvršnega odbora nekaj nasprotnikov. Na zasedanju ni bilo zaveznikov Hamasa, saj so nasprotovali sklicu. Tudi gibanje samo je v soboto pozvalo Abbasa, naj preloži zasedanje, dokler Hamas in vladajoče gibanje Fatah ne dosežeta sprave.